Vrhunska nogometna akademija. Soboško sankališče zaživelo. Občina uspešna na razpisih programa Interreg. Preprečevanje raka materničnega vratu. Vreme, jutri bo delno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Madžarska vlada je pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti za številne projekte letos namenila okoli 4 milijone evrov. Kar polovico tega bodo vložili v ustanovitev nove nogometne akademije. 2 milijona evrov bo torej namenjenih za ustanovitev vrhunskega nogometnega centra edinstvenega v Pomurju, saj naj bi se v tej akademiji kalili mladi nogometni talenti na višji ravni. Lokacije nove nogometne akademije in dijaškega doma, kjer bi mladi športniki bivali, vodilni še ne želijo razkriti. Borut Petković je že večkrat obiskal nogometno akademijo na Madžarskem. Ja, tam dejansko jih pripravljajo da bodo postali profesionalni nogometaši. Nekaj talentov so uspeli tudi prodati, oziroma jih je šlo v tujino, v Barcelono na primer in v Palermo. Kako so pa nam povedali, ni prvi cilj to, da bi oni ustvarjali igralce za prodajo, ampak za vzgojo. Torej, ta akademija ne daje poudarek samo na vzgoji talentom, ampak na vzgojo celostne osebe. In podobno vrhunsko nogometno akademijo bodo ustanovili tudi na lendavskem območju. Moram v dobrom letu dni nekako postaviti en dijaški dom, spostaviti tisto infrastrukturo, športno infrastrukturo, ki mogoče v Lendavi manjka, ampak jaz predvidevam, da bomo del infrastrukture postavili tudi na drugih občinah, torej na dvojezičnem območju. Seveda potem želimo kupiti določene avtobuse in kombije, ravno zaradi tega, da potem lahko omogočimo tistim mladim, ki se želijo voziti v Lendavo, tako na športne dejavnosti, kakor tudi v dvojezično srednjo šolo, da jim bo to rešeno. Zato podpredsednik Nogometne zveze Slovenije ocenjuje, da bo pridobitev zelo pomembna za Pomurje. No, jaz bom takole rekel, da 2 milijona je za to projekt akademije kar precejšen denar. Jaz upam, da bo ta denar pravilno uporabljen, da bo rešil v prave roke in da bo dosegel tisti cilj, za kar je verjetno bil tudi namenjen. Jaz sem prepričan, če bodo se ljudje poznali prav dogovarjati, prav speljati neke stvari in sem prepričan, da tudi neke projekte imajo, da na koncu bi predvsem rad apeliral na to, da ne smemo biti mi egoistični, ker mi Slovenci smo taki, ne. Zakaj so glih zdaj dobili oni, ne? Ne, mi smo to vsi dobili, ne, ker to vsi živimo v tem Pomurju, ampak ta avtohtona madžarska narodna skupnost, sem prepričan, da ne bo odganjala tudi iz akademije, iz sosednjih vasi, sosednjih krajev, tisti, ki bodo res neudarjeni in ki bodo verjetno tudi morali izpolnjevati določene kriterije za sprejem v to šolo. In sem jaz trdno prepričan, da Pomurje lahko imamo od tega vsi skupaj kar nekaj in da ne smemo gledati zavistično, ampak vsem pozitivno, predvsem iz tega vidika, da bi tudi naša država nas ne sledila in da bomo na koncu vsi državljani še od tega nekaj imeli, ker bomo tudi na koncu zadovoljni. Denar so prijeli že konec decembra, zdaj morajo začeti delati. Konkretne lokacije Horvat ni želel izdati. Privrženec lendavske nafte pa pravi, da gre ne glede na to, kje akademija bo, za dober projekt. Celo Prekmurje, še posebej pa nafta in pa Mura, ki nekako hočeta oziroma želita vzgajati dobre nogometaše. Že od nekdaj delata dobro z mladimi, ampak po mojem mnenju je še veliko ljudi oziroma še veliko talentov izgubilo priložnost in mislim, da je taka akademija ne samo za Pomurje, ampak tudi za celotno Slovenijo en pozitiven projekt, s katerim lahko dosti več izvlečemo iz vsakega posameznika, vsakega, ki ima kakršnokoli željo po igranju nogometa in kako pa seveda to tudi povezano z izobraževanjem. Dobri športniki morajo namreč biti tudi izobraženi, še doda strasten navijač. Poročali smo že, da so v preteklem tednu v Soboškem parku s pomočjo snežnega topa sredi travnika naredili sankališče z debelo snežno odejo. Letos so snežni top preizkusili z brezplačnim najemom, a na občini razmišljajo, da bi v prihodnjih zimah v parku tako zasnežili progo za tek na smučeh. Prvi sankači so nov snežni hribček zavzeli že v soboto.
V Soboškem parku je dovolj snega za zimsko veselje. Sankališče so v minulih dneh naredili s snežnim topom, ki so ga v najem dobili brezplačno. Želeli smo najmlajšim pričarati vsaj del zimskih radosti, o razlogih za uporabo snežnega topa pripoveduje župan. Da naredimo eksperiment, en prototip smučišča prvega v Murski Soboti. V resnici pa želimo predvsem mladim, se pravi otrokom, našim malčkom, pričarati del teh zimskih radosti, katerih so, glede na to, da smo na ravnici, pogostokrat se jih ne morejo naužiti. Hkrati pa je to res preizkus, da v naslednjih letih, če bodo zime takšne, kot je tudi bila letošnja, naredimo tukaj v parku tekaško stezo in po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih zasnežimo tiste hribčke, zato da bomo tudi tukaj deležni teh zimskih radosti. Svoje smučarsko znanje je v Soboškem parku pridobivala tudi Hana. Njena mamica je navdušena nad novo zimsko pridobitvijo v mestu. Super je, fantastično, za otroke res super, ja. Nekaj novega, v bistvu so druge tudi ti bregovi, ampak ne vem, tu je nekako ambient je lepši, no. Vseeno je Soboški park, grad, vse okrog je narava, super je, res. Navdušeni smo vsi, pa zdaj je prvič, ko je v Murski Soboti takšen hrib. Če le ne bo sonce preveč sijalo, bo tako še nekaj časa. Mestna občina Murska Sobota, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter Razvojni center Murska Sobota bodo v prihodnjih letih med drugim izvajali 4 evropske projekte, za katere so se uspešno potegovali na razpisih programa Interreg Slovenija-Madžarska. Mestna občina Murska Sobota je vodilni partner čezmejnega projekta Go in Nature, vrednega dobrih 1,1 milijona evrov, s katerim želijo projektni partnerji približati obiskovalcem naravo in naravne vrednote v zaščitenih območjih narave skozi zelene trajnostne oblike turizma, ki ponujajo edinstveno doživetje narave. V okviru projekta bodo v občini prejeli skoraj 400 tisoč evrov za urejanje območja ob reki Muri, večinoma v širši okolici Kroškega Broda, kjer se bo vzpostavila doživljajska točka v obliki naravi prijazne infrastrukture. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota bo tako skupaj s partnerji iz Madžarske izvajal projekt Kolesarjenje ob železni zavesi, katerega namen je razviti kolesarski turizem v slovensko-madžarskem obmejnem območju in izoblikovati čezmejno kolesarsko turistično destinacijo ob mednarodni kolesarski poti železne zavese Eurovelo 13. V okviru projekta bo Zavod za kulturo in turizem prejel dobrih 250 tisoč evrov. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota pa bo izvajal še projekt Guide to Visit, katerega namen je dvig prepoznavnosti in pozicioniranja slovensko-madžarskega obmejnega območja kot skupne turistične destinacije. V sklopu projekta bo povezana turistična ponudba obmejnega območja na obeh straneh meje v obliki skupne turistične ponudbe in turističnih paketov. Prav tako pa bodo izvedene številne promocijsko-komunikacijske aktivnosti in izobraževanja. Zavod bo v okviru projekta prejel slabih 200 tisoč evrov. Razvojni center Murska Sobota je bil skupaj s partnerji iz Slovenije in Madžarske uspešen na razpisu za projekt Right Profession 2, pravi poklic za razvoj regije, katerega cilj je prispevati k zmanjšanju kadrovskih nesorazmerij na trgu in povečati možnosti za zaposlovanje na čezmejnem območju ter povečati medsebojno sodelovanje izobraževalnih ustanov na čezmejnem območju. Skupna vrednost projekta je okrog 400 tisoč evrov, od tega je proračun Razvojnega centra Murska Sobota okrog 40 tisoč evrov. Začel se je Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. To vrsto raka lahko skoraj v celoti preprečimo z rednimi pregledi pri ginekologu in cepljenjem proti virusu HPV. Obolevnost za rakom na materničnem vratu se sicer znižuje, vse več je tudi zgodaj odkritih rakavih sprememb, za kar gredo zasluge zlasti presejalnemu programu Zora.
Državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu Zora v Sloveniji deluje od leta 2003. Od takrat se je pojavnost raka materničnega vratu skoraj prepolovila, so zapisali v Zori. V letu 2014 so zabeležili najmanjšo pojavnost raka materničnega vratu v zadnjih 60 letih, odkar deluje register raka Republike Slovenije. V tem letu je zbolelo 114 žensk, skoraj polovico žensk manj kot leta 2003 in okoli 60% žensk manj kot v začetku 60 let, ko je bila pojavnost raka materničnega vratu v Sloveniji največja. V Zori ugotavljajo, da v zadnjih letih najpogosteje zbolijo ženske po 50. letu starosti, ki se ne udeležujejo redno njihovih pregledov. Neodzivne ženske praviloma zbolijo za razširjeno ali razsejano obliko raka, pri katerem je napoved izida bolezni slabša. V Sloveniji pa se premalo žensk cepi tudi proti virusu HPV, ki to vrsto raka povzročajo, opozarjajo. V Zori zato ob Evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu pozivajo ženske, še posebej tiste stare med 50 in 64 let, da se redno udeležujejo presejalnih pregledov tudi po koncu rodne dobe, saj jih še vedno ogroža rak materničnega vratu. Cilj programa Zora je doseči, da bo 70 do 80% žensk v starosti od 20 do 64 let enkrat na 3 leta opravilo ginekološki pregled in odvzem brisa materničnega vratu za citološki pregled. V petek sta se na seji vlada in koalicija uskladili o rešitvi, da se bo minimalna plača, ki jo v Sloveniji prejema več kot 35 tisoč zaposlenih, dvignila za 1,8%. Minimalna plača se torej že s tem mesecem zvišuje za 1,8%. To pomeni, da se bo iz 790 evrov dvignila na slabih 805 evrov. Bruto dvig je torej okoli 14 evrov. V denarnicah tisti, ki minimalno plačo prejemajo, pa se bo to poznalo malo manj. Natančno, znesek plačila se bo dvignil le za 9,31 evra. A je ta dvig prvi občutnejši dvig po letu 2013. 3 leta se minimalna plača skoraj ni dvigala. Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je sicer želela 2,6% dvig, ampak je temu nasprotovala finančna ministrica. Medtem ko gospodarski minister Zdravko Počivalšek temu predlogu ostro nasprotuje, saj naj bi ta dvig škodil našemu gospodarstvu. Skupina Eroika, v kateri je prepeval tudi prekmurski tenorist Metod Žunec, je na svojem Facebook profilu delila s svojimi oboževalci žalostno novico. Po 10 skupnih letih so se fantje namreč odločili, da bodo zaključili skupno pevsko pot. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa si ob koncu naše dnevno informativne oddaje poglejmo še, kakšne vremenske spremembe se nam obetajo v prihodnjih dneh. Danes je bilo oblačno in megleno. Opoldne so -9 stopinj Celzija izmerili na Goričkem. -8 je termometer pokazal v Radencih. V Lendavi in v Murski Soboti pa je opoldne bilo -7 stopinj Celzija. Jutri bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno. Pihala bo zmerna burja, drugod bo večinoma oblačno ali megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -11, ob morju malo nad nič. Najvišje dnevne pa okoli 0 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutri delno oblačno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli -8 stopinj Celzija. Čez dan se bo živo srebro ob pretežno oblačnem vremenu ustavilo še pod lediščem. Čez dan bo okoli -1 stopinja Celzija.
V sredo, četrtek in petek bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj se bodo temperature spustile tudi do -12 stopinj Celzija. Čez dan pa bomo izmerili v četrtek 2 stopinji nad lediščem. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času, na istem programu, ter seveda ne spregledajte naših video vsebin tudi na spletni strani www.tvdeja.si. Preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.